Besedo za uvodno predstavitev dajem kandidatu za ministra za kmetijstvo Janezu Ciglerju Kralju. Izvolite. Izvolite. Hvala za besedo. Zdaj, uvodoma ste kot predsedujoča navedli, da imamo na razpolago 3 ure. Zdaj vemo, da to ni bila parlamentarna praksa in da smo že pri prvem skupnem odboru imeli to omejitev na 5 minut, kar pomeni, da se je vzelo besedo parlamentarcem oziroma nam poslancem. Zato me zanima, ali že v štartu nam odzemate besedo. Jaz ne bi želel, glede na to predstavljam kar neko število ljudi, da ne bi ostali ti ljudje, ki jih danes le zastopam, brez odgovora. Jaz verjamem, da se tudi kandidat želi odgovoriti na vsa vprašanja in upam, da boste to upoštevali in ukolikor ne zaključimo znotraj časovnega obdobja, ki ste ga prej omenili 3 ur, da se more biti, seveda to je predpostavka, kasneje lahko prekine seja in se nadaljuje ob enem drugem terminu. Hvala za vaše vprašanje. Poglejte, čas za razpravo je bil določen vnaprej. Verjamem pa, da se bo kandidat za ministra v svoji uvodni predstavitvi omejil, tako da bomo imeli več kot dovolj časa za samo razpravo. Jaz predvidevam, da bo kar 2 uri pa pol dovolj časa za samo razpravo, tu nekje, ne? Absolutno želimo biti konkretni, egzaktni in da ima kandidat možnosti, pa vendar, če mi lahko obrazložite, po katerem členu poslovnika je možnost omejevanja časa razprave na matičnem delovnem telesu, samo če mi obrazložite člen in odstavek, ali je pa samo to zgolj organizacija prihajajoče koalicije, ki si je organizirala delo morda nekoliko nespretno in nas danes želite na ta način omejiti. Hvala za odgovor. Zato, da bomo res dobili čim več odgovorov in da bomo imeli čim širšo razpravo, dajem besedo kandidatu za ministra. Hvala. Jaz bi vas res prosila, da kot predsedujoča, ki organizirate to sejo in jo vodite, mi odgovorite na vprašanje. Hvala lepa. Jaz pa bi vas kot predsedujoča res prosila, če lahko damo zdaj besedo kandidatu za ministra, da lahko imamo čim daljšo razpravo. Prosim, da prenehate omejevati razpravo kandidata za ministra. Jaz vas prosim, da mi odgovorite, po katerem členu poslovnika lahko na matičnem delovnem telesu, to, kar smo opozorili 3 poslanci, omejite čas za razpravo, ali se seja, ukolikor v časovnem okvirju ni zaključena, se prekine in se nadaljuje po sklicu kolegija predsednika Državnega zbora naslednji dan možnosti sklicevanja seje. Najlepša hvala. Kot povedano na začetku, naš čas je predvidoma 3 ure. Po poteku tega časa vam bom povedala, po katerem členu bomo nadaljevali oziroma zaključili z sejo. Tako da prosim, zdaj dajem besedo kandidatu za ministra. Pa mogoče za vnaprej, če lahko malce skrajšate svoje razprave, v nasprotnem primeru, glede na velik interes, lahko sejo nadaljujemo tudi po 10. uri zvečer. Pač čisto vaša, bom rekla, odločitev. Spoštovana gospa predsednica, a vi veste, kako se seja nadaljuje po 10. uri zvečer? Dajte mi povedati, no. Kako se seja nadaljuje po 10. uri zvečer? Stresate neumnosti, ne poznate poslovnika, ne veste, kaj dela kolegi. Hvala, poglejte, jaz želitev na moj seji ne bom dovolila, tako da prosim, da se omejite na postopkovno vprašanje, kateri člen poslovnika se sklicujete. Jaz se vas prosim, da poveste, kako se lahko odbor za kmetijstvo danes sestane po 10. uri zvečer. Z dovoljenjem predsednika Državnega zbora. Namreč predsednik Državnega zbora je sklical seje odborov in naslednja seja v tem prostoru je ob 3. uri. Samo toliko. Torej, to je odgovor na moje vprašanje, pa prosim, da ostanemo vljudni v tej dvorani. Mi smo zelo vljudni, ampak ne moramo pa trpeti nesmislov samovolje. Veste, kje se dobi besedo. Besedo proceduralen mu ne morete vzeti. Podučite se, gospa Kokot, o poslovniku, o sklepih kolegija in kako se podaljšujejo seje. Jaz pa vas vljudno naprošam, da ostanemo vljudni, kolegialni in na ta odbor žaljivke ne sodijo. Izvolite. Predsedujoča, glede na vaša
obnašanja v tem državnem zboru, kjer ste žalili že dosti poslancev, vodji poslanske skupine Svobode, jemljete besedo ob tem, ko povsem pravilno od vas zahteva, da pojasnite svoje neutemeljene razloge. In preden se začnete tako vehementno obnašati, si najprej naštudirate Poslovnik Državnega zbora. In se držite vi osnov kulture, ki tukaj veljajo. Vi ste tisti, ki žalite tukaj poslance, da nimajo pojma, da ne vedo nič in podobno. Napihujete se tukaj brez vsake osnove. Tako da prosim, kak je tretji opomin? O čem govorite? Niste mi dali še prvega opomina, niste mi dali drugega opomina in potem sledi. Dala sem vam prvi, drugi in tretji opomin. Hvala. Odzem besede. Prosim strokovne službe, da predsedujoči pojasni, kako Izvolite, kandidat, ker gremo. seja. Hvala lepa, predsednica. Prej ste mi kar odvzeli mikrofon, ne da bi uspela do konca uveljaviti svoje Spoštovana, pravice. beseda vam je bila odzeta. Prehajamo na glasovanje o tem, ali bo kolegica Grgurevič je odzeta beseda. Imam pravico 3 minute obrazložiti svoj postopkovni predlog, predsedujoča, zdaj pa se že res smešite. Dajte si drugič pred sejo najprej prebrati osnove poslovnika. Imam 3 minute. Spoštovana, med sejo Državnega zbora oziroma njegovega delovnega telesa razlaga poslovnik predsedujoči. Tako dajem na glasovanje članom odbora, ali kolegici Grgurevič odzamemo besedo. Jaz prosim, da strokovne službe Glasujemo. razložijo predsedujoči. Glasujemo. To ni več ničemer podobno. To je cirkus. Za odzem besede. Cirkus, ne državni zbor. Odzemate besedo civilni družbi, zdaj pa že poslancem v parlamentu. Za odzem besede 7 sodelujočih na odboru, proti 4. Tako da prosim, kolegica Grgurevič, beseda vam je bila odzeta tudi po glasovanju. Izvolite, kolegica Čalušić. Gospa poslanka Grgurevič, postopkovnega predloga tudi v prvi fazi ste ji razdelila 3 opomine, tako kot delimo karte za igrati remi, enega za drugim, ko ni zaključila niti postopkovnega predloga. Jaz bi res prosila, dostojno v prejšnjem mandatu smo vsi sodelovali, tako kot poslanka, kot ministrica, nimam pa poslovniku predloga, pa vendar ne izigravajte tega, da se da demokratično odločati, ker vsi vemo, da nas boste vsakič znova preglasovali in da to počnete. Spoštovana, na katero točko poslovnika se sklicujete? Sem vam povedala, da vam ne bom kot človeški faktor, če mislite tako, nek sejo vlade in voditi na tak način 4 leta. Jaz mislim, da lahko nas je strah, kaj nas čaka v 4 letih te vlade. Hvala. To ni bilo postopkovno. Nadaljujemo z vprašanjem.